Lep pozdrav in dobrodošli nazaj v posebni seriji, kjer se spuščamo v drobovje kriptokovancev in kriptoprojektov. In tokrat je na tapeti končno en gaming žeton in to je Immutable X oziroma IMX. Dajmo si najprej pogledati, kaj sploh omogoča tale kriptožeton oziroma kriptoprojekt. Imam zapiske tukaj, torej IMX, Immutable X, je rešitev posebej zasnovana za NFT-je, nezamenljive žetone. Cilj IMX je omogočiti hitre in poceni transakcije NFT-jev, ne da bi pri tem ogrozili varnost ali decentralizacijo omrežja Ethereum. Platforma uporablja tehnologijo Zero Knowledge Rollup za združevanje več transakcij, kar zniža stroške in poveča hitrost, obenem pa ohranja podatke na Ethereumovi verigi. IMX omogoča ustvarjanje, trgovanje in upravljanje NFT-jev brez pristojbin za plin oziroma gas fees, zaradi česar je zelo privlačen za igre in digitalne zbirateljske predmete. No in tudi, če pogledamo na njihovo spletno stran, se v glavnem bolj osredotočajo res na NFT-je in na igre. Tako da začnimo kar s pregledom. Najprej imamo ta prvi segment, pregled projekta, in to je seveda jasnost in cilj projekta, vpliv na industrijo in jasnost bele knjige. No, jasnost in cilj projekta, to je zelo jasno, tudi s podrobno razlago, in imajo tudi kar dobro napisano belo knjigo. Tukaj vam jo dam na ogled trenutno. Imajo zelo lepo posegmentirano, tudi zelo dobro obrazložitvijo, in to se vsekakor splača prebrati, preden se kamorkoli kaj investira, zaradi tega, ker tukaj boste v bistvu dobili največ podatkov. Tako da jasnost bele knjige, ja, dobro napisana, podroben tehnični pregled in tokenomika. Tako da za ta prvi segment dobijo vseh 15 od 15 možnih točk. Naprej imamo pa ekipa in podpora. Kakšna je tukaj izkušenost ekipe? Pa pojdimo na tole spletno stran cryptorank.io in tukaj imamo celotno ekipo. No, ponavadi nas najbolj zanimajo ta prvi trije. Tukaj imamo James Ferguson, ki je prvi, je co-founder in je tudi CEO. Pa dajmo pogledati njegov LinkedIn, kje je kaj prej delal. In ima trenutno zapisana samo 3 mesta, kjer je delal, seveda Immutable, kjer trenutno dela. Potem Shopijak, tukaj je delal neko shop, online platformo, in Rivler, torej platforma za online multiplayer igre. Zdaj, ok, tukaj vsekakor izkušenost, kar se tiče iger, ni pa neke izkušenosti, kar se tiče blockchaina, oziroma je to ta prva izkušnja, kar se tiče blockchaina, vsaj glede na to, kar berem tukaj na LinkedInu. Pa poglejmo naslednjega, Alex Connolly. Pa poglejmo njegov LinkedIn. Torej, je na Immutable in prej je delal na univerzi, oziroma je bil izobraževan na univerzi v Sydneyju. Tako da ni ravno nekih izkušenj, kar se tiče blockchaina tukaj. Tako da to morda ni ravno najboljše. Poglejmo še Robbie Ferguson, kje je on kaj delal. Seveda, zdaj je tudi na Immutable, pa predtem je bil še na Sydney Pacific in tudi on je bil na univerzi v Sydneyju. Tako da tudi
tukaj zdaj ni nekih izkušenj, kar se tiče blockchaina, ali pa morda niso zapisane. Tudi to moramo upoštevati. Tako da, kar se tiče izkušenosti ekipe, je malček tako srednja. Ekipa ima izkušnje, vendar nima strokovnega znanja o blockchainu. Pa poglejmo še fundraising, oziroma kdo vse je podprl tale njihov projekt. In vidimo tukaj, da so kar precej denarja zbrali. Tukaj vidimo 200 milijonov, 960 tisoč, pa 60 milijonov, predtem v seriji A še 15 milijonov. Tudi Coinbase je investiral v njih 2,4 milijone, pa ICO so imeli, kjer so zbrali 4 milijone. Ja, so kar bili pridni, pa zbrali kar precej denarja. Zdaj, tukaj tega še ne smemo pozabiti. Tencent je tudi kar zelo pomemben. To je, če morda kdo ne pozna, to je kitajska gaming firma. Ponavadi vidite njihov logo na skoraj vsaki mobilni igrici. Tako da, ja, podpora tukaj vsekakor je. Tako da ekipa in podpora tukaj dobijo 10 od vseh možnih 15 točk. Naprej je tretji segment, blockchain in žeton. Ali je uporaba blockchaina upravičena? In ja, vsekakor je. Blockchain je sestavni del rešitve in dobro utemeljen. In seveda s tem tudi uporabnost žetona. Tukaj je jasen mehanizem zajemanja vrednosti za žeton. Tako da tudi za tale segment blockchain in žeton dobi zdaj 10 točk od vseh možnih 10. Naprej so tukaj napredek in cilji. Je ekipa dosegla svoje cilje? Pa dajmo pogledati. Tukaj na svoji spletni strani imajo zelo lepo prikazano, na čem trenutno delajo in sproti tudi obveščajo. Tako da tole komunikacijo imajo zelo lepo vzpostavljeno in zato tudi dobijo vseh 5 točk od pač vseh možnih 5. Pa dajmo iti na naslednji segment. Tehnična analiza, kakšna je cena in moč trenda, volumen in likvidnost in kaj nam kažejo tehnični indikatorji. Pa če se vrnemo nazaj tukaj na cryptorank.io, imamo tukaj tudi njihov graf, pa bomo dodali še en indikator. RSI je ponavadi najbolj priljubljen, zato bomo dodali tega. In vidimo, ja, kar mlad projekt, nima precej zgodovine. Zdaj, zaenkrat zadeli smo prej ob tole mejo, ki sega tam nekje od 1,80 pa vse do 2,40. Tako da za nadaljevanje oziroma za sploh kakšen bikovski tek bi morali mi tole mejo prebiti in narediti podporo. Je pa morda malček problem tukaj. Zdaj seveda pod vprašanjem, če smo zdaj tukaj naredili vrh. Zaradi tega, ker tukaj imamo vrh in vrh na isti višini v gibanju cene, medtem ko tukaj pa delamo vrh in pa višji vrh, kar v bistvu nekako dela tole skrito medvedjo divergenco in lahko tudi nakazuje na nadaljevanje padanja. No, v tem primeru je zdaj zelo pomembna meja tukaj, na točno $1. Tako da, ja, je malček mešano vse skupaj, drugače je pa tukaj tudi volumen na menjalnicah. Dajmo si pogledati še tole in vidimo, da je kar visok volumen na uglednih menjalnicah. Tako da to je sicer super,
Če pa vzamemo zdaj segment tehnične analize, dobi vsega skupaj 13 točk od vseh možnih 15. Volumen in likvidnost je sicer dober, ampak malček se zakomplicira pri ceni in moči trenda in pri tehničnih indikatorjih. Naprej imamo tukaj sentiment, kakšno je sodelovanje skupnosti in kakšna je adopcija uporabnikov. Pa dajmo za to pogledati kar njihovo spletno stran. Dajmo poiskati, ponavadi je to dol v footerju. Aha, evo, imamo tukaj povezave na njihova socialna omrežja. Pa dajmo kar najprej pogledati Discord. In tukaj imajo 83,000 sledilcev, pa tukaj je X oziroma Twitter, tukaj jih imajo 428,000, kar je kar precej, so bili kar pridni. In potem imamo tukaj še YouTube, to moramo ustaviti, in tukaj imajo 5,000 naročnikov. No, tukaj bi lahko bili malček boljši, ampak ne glede na to, imajo kar precej sledilcev. Zdaj, kar se tiče pa adopcije, pa bodo morali še kar malo gledati. Sicer tukaj so objavili igrice, v katerih je pač ta njihov sistem. In kolikor sem jaz gledal, ni nekega znanega imena trenutno. Tako da, ja, malček bodo morali še delati, kar se tiče adopcije, kot seveda vsak projekt. To je zelo pomemben korak za vsak projekt, sploh take. Tako da, za segment sentiment dobi vsega skupaj 8 točk od vseh možnih 10. In na to na koncu imamo še tukaj certik, varnostno preverjanje, če je revizija upravljena in kako je to tudi vse šlo. In vidimo tukaj, da jim gre kar dobro. Sam pogledajte tole oceno. Izredno visoka ocena, imajo tudi opravljeno certik revizijo in tudi ni. In seveda, ja, tukaj imajo en problem, ki so ga priznali, ampak ga morajo še odpraviti. Niso ga še odpravili. Tako da tukaj, kot vidimo, problem je centralizacija. Zdaj, ocena, kot sem že omenil, je zelo visoka. Skynet preverjanje, samo da pridem do njega. Vedno ga iščem, tukaj je, ga nimajo. In kar se tiče rešenih varnostnih težav, ja, imajo eno veliko težavo, ki jo morajo trenutno še rešiti. Tako da vsega skupaj od certik revizije, od vseh možnih 25 točk, tukaj v tem segmentu dobijo 13 točk. So zelo visoko uvrščeni, ampak so še nekatere težave, ki jih morajo rešiti. In tako, skupna ocena, ki smo jo dobili tako ven, je 72 od 100, kar projekt uvršča med povprečno potrebnih je več raziskav. Ampak povejte zdaj še vi nam, kaj si vi mislite o tem projektu? Ste morda investirani van? Vas je morda ta raziskava presenetila? Ali smo morda mi kaj zgrešili in česa nismo povedali? Kar komentirajte spodaj in začnimo debato. Dajte tudi temu videu všeček, že ko ste pri tem. Ne se pozabite tudi naročiti na naš kanal, tukaj redno izdajamo nove in nove videe in da jih ne zamudite, je res najboljše, da se pač naročite in nastavite obveščanje. To bo tudi to za ta video, zdaj pa vam želim lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau!